Z nami je danes tudi Jožef Škof, predsednik krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče. Prav v Malečniku Drava velikokrat poplavlja in konec leta 2012 je bilo, potem ko je avstrijska družba Verbund odprla zapornice na svojih elektrarnah, zelo hudo. Posamezniki so se odločili za tožbe proti Verbundu, veliko je govora tudi o tem, da bi naša država lahko oškodovancem tudi pravno pomagala, kar pa se ni zgodilo. Dober večer, gospod Škof. Lepo pozdravljeni. No, skupinska tožba med pobudniki, katere ste bili tudi vi, še ni končana. Od poplav je minilo zdaj že več kot 5 let. Kako kaže napredek s tožbo oziroma odškodninami? Mene pravzaprav čudi in žalosti. Takoj po poplavah me je poklicala odvetniška pisarna iz Kranja, gospa Doverč, da organiziram v Malečniku te oškodovance, da pride na sestanek, da bomo vložili tožbo proti Verbundu. Žalostno je, da od tistakrat je do zdaj pravzaprav se še nič ni premaknilo na neke prave pozitivne točke. Zgodba pa je sledeča. Izredno sem razočaran na to državo, ki je pustila te ljudi na cedilu, ki bi jim lahko pravno in finančno tudi pomagala. Zakaj to govorim? Govorim v tem oziru, ker ti ljudje, ko so prišli tja, ko so dobili gradbena dovoljenja in so bili tja naseljeni, so plačali vse dajatve in zato so dobili tudi gradbena dovoljenja. Ti ljudje so takrat zahtevali, da se ta teren zviša zaradi poplavnega terena in kaj so dobili odgovor, niso jim to dovolili. Zdaj so pa ostali sami in nekateri so že obupali, ker vsakokrat prihajajo nove zahteve po nek dodatnem plačilu. Prva premija je bila 100 evrov, potem pa se vedno zvišuje, nekateri so že pravzaprav v tej zgodbi obupali. No, Verbund je res veliko vodilno avstrijsko podjetje, ki pokriva 40% potreb po električni energiji v Avstriji, od tega je 90% pridobi iz vodnih virov in upravlja s kar 116 elektrarnami. Izvedeniško mnenje izpostavlja krivdo Verbunda, torej da je to podjetje krivo. Kako to, da se kljub temu zgodba še ni zaključila? Veste, to je od zadaj kapital. Drugače jaz to ne znam razlagati. Jaz sem bil trdno prepričan na tem sestanku, ko so ljudje prišli, pa sem povedal, da smatram, da je Avstrija ena civilizirana evropska država, da bojo prisluhnili in da bojo tem ljudem povrnili te stroške. Nismo računali v celoti, saj da bi nekdo prisluhnil. Najbolj sem pa razočaran, zdaj ko na novo slišim, da je avstrijska Verbund zahtevala novega izvedenca in ko so ljudje dobili ponovne račune, koliko to stane, so nekateri odstopili. Jaz jim pravim, vztrajati treba do konca, dokazano je, da so zagrešili, to je njihova napaka. Mi, ko v tej reki Dravi živimo, naj mi nekdo pove, kdo je kriv, mi za krivca vemo. Glejte, 2 dni pred temi poplavami je bila Drava na pol suha. Oni bi morali stopiti v kontakt z dravskimi elektrarnami, izprazniti te bazene in če bi pričakovali ta naval vode, se to zagotovo ne bo zgodilo. Dobena garancija pa ni, da se to ne bo ponovilo. No, decembra 2016, torej pred 2 letoma, se je v tožbo podala tudi mestna občina Maribor, ki od Verbunda terja 649 tisoč evrov zaradi povzročitve škode nastale po tem nenadnem izpustu torej prevelike količine vode iz njihovih akumulacijskih jezer. Vendar sta se obe strani takrat odločili za mediacijo, ki jo marsikdo vidi kot zavlačevalni manever. Kako jo vidite vi? Kakšno rešitev pravzaprav vi predlagate, kajti ljudje so konec koncev še zmeraj brez odškodnin? To zgodbo poznam od začetka, ko je občina Maribor ni hotela pristopiti tej tožbi. Potem so prišli, kar nekaj sestankov smo imeli na to temo, in ko je prišlo v medije in potem sem dobil še iz te pravniške službe iz Kranja, da bi pa zdaj prišli tako daleč, da bi to bilo poplačano. Takrat sem šel na občino Maribor, na pravno službo, sem jih o tem seznanil, tudi so bili seznanjeni s tem in sem jim dejal, če ne boste zdaj pristopili, potem, če bo prišlo do teh povračilnih stroškov, naj me tu na občini nihče ne čaka, ker boste potem vi odgovarjali za to. Potem so pa pristopili zraven in moram reči, da so se prav odločili,
ker mi smo dobili na infrastrukturi v Malečniku, nam je otrgalo del ceste v Trčovi in dol spodaj v Trčovi nam je pravzaprav odneslo skoraj 50 metrov asfaltne površine, ki je zaneslo na njivo. To je bilo strani infrastrukture Malečniku, ne. Kakšni ukrepi bi pa morali biti izvedeni, da v prihodnje do poplav več ne bi prihajalo? To ste mi pa zdaj postavili eno za moje pojme lahko vprašanje, za ministrstvo pa zelo težko. Na to temo smo v Malečniku imeli že ogromno sestankov, vsi se sprenevedajo. Zadnji oddaji, ko sem bil na RTS-u, sem povedal, pokazali smo reko Struge Drave, je še zdaj v katastrofalnem stanju in če pride do tega izliva, lahko pride do manjšega, mi imamo polovico Drave pravzaprav zasute s prodom. Če pogledate, nekoga bi trebalo vprašati tu po zdravi kmečki logiki. Mi smo privažali material od drugod, da smo delali nasip v Dupleku. Vse to moraš biti, mislim, to je prava smešnica. Dravo pa imamo zasuto s prodom, ker ptičari ne pustijo, da bi ptice tam gnezle. Jaz še nisem videl, da bi ptice gnezle sredi Drave. Sem bil priča, kako je voda narasla in je te boge ptičke, kaj so bile račke in vse skupaj odneslo. In ta zgodba se še vedno nadaljuje. Ne prestopimo k tistemu, kaj bi morali napraviti, da bi ljudje bili vsaj delno varni. Pa vse stoji na mestu in čakamo, da se bo ponovno nekaj zgodilo. Torej odprtih je več front in vi boste vztrajali do konca. Ja, mislim, da toliko energije še pa imam, pa toliko še imam zdrave pameti, da bo nekomu dokazal. Ravno zdaj sem poslal v vednost županu, ker ministrica Majcena mi take odgovore daje, da ne pije vode. Najlepša hvala za vaš obisk v našem studiu in upamo na srečen konec. Vam hvala lepa.